prekršite, ki ste še noter. Tukaj ste zraven, nalog mora da biti izstilo prekršku, pa bom pa javil, pa vas bojo izpustil. In ta plačilni nalog je za plačati denar? Brez mojega dovoljenja ne smete, gospod. Javni prostor lahko počnem kot novinarka, kar želim. Vest.si in delamo prispevek o tem, kako se to dogaja pri nas v ljubi Ljubljani. Bravo. Se strinjate, ne? Kakšen znesek boste napisali tle? Za kakšen denar se gre tle? Boste dobili plačilni nalog, vse spisal. Torej je bila 7 minut čez 9:30. Načeloma je do 9:30 dovoljen izhod iz starega mestnega središča. Prepozna sva bila za 7 minut, takole je tudi ta gospod in 10 minut kasneje pride mestni redar in piše plačilni nalog. Gor napiše. Lahko še to mogoče zbeležite. 3 minute pred, še v dovoljenem času, 3 minute vstopiš pred iztekom tega roka v center mesta, prideš 2 minuti po 9:30 uri in praktično ne moreš ven. Dobiš kazen, te oglobijo. To se vsekakor ne zdi pravično. Boste pisali kakšen dopis? Ne, samo mogoče bi za kontakt, mogoče tudi vas karkoli, če bomo potrebovali. Okej, mene ne. In obratno, seveda. Ker jaz tega ne mislim plačati. Včeraj sem bil z gospodom Jankovičem. Imate 8 dni po prijemu plačilnega naloga. Imam kaj? Se ne šteje, imate Je treba plačati. Možnost pritožbe, ali kaj? Ja. v roku Pritožba ne pomaga nič. 9. dan postane zadeva pravnomočna, potem imate pa še 8 dni časa, da boste plačali določen znesek. A veste, gospod, No, zdaj ste vi meni sem povedal, kako pritožba ne pomeni nič. 16 dni. Poznam izkušnje. Ja, Ne, da pa čez tega ne mislim plačati. Jaz sem se pritožil 3-krat. potem izkoristite vse pravne sredstva, ki so vam na voljo. Ne, pravno sredstvo smo čisto ugotovili, da v naši državi ne funkcionirajo, da je treba se lotiti medijsko, da je treba priti do gor, do pisarn z ne vem kakšnimi inštancami, z nekimi peticijami, z nečem, da se tukaj nekaj zgodi, ker to ni nič. Ne morajo, mislim res, Dovolite mogoče samo eno... pele to čisti nacizem, res ni druge. Mislim, Gestapo scena. Se dogaja, ne? Pogledam, pri nas se kaznuje ljudi, ki delajo, no. Na vsaki točki. Gospod, zdaj boste še vi dobil listek. Zakaj? Kako vam je kaj to všeč? Zato, ker ste zamudili čas do 9:30, preden lahko greste ven iz starega mesta. Vsega še nisem dobil. Zdaj bo. Če je njemu... Ste že rekel. 9. koledarski dan zadeva postane pravnomočna. Kje ste bili? V lekarni sem klima popravljal. Kako gre prašati, mojster? Ja, to ne pomaga, tudi mi smo delali. Ne? Ja, to je. Ta tako je. Ne, veste kaj. Si ga lahko vsi nekam zaplačal, ta tako je. Tako je, pa tako je. Ne razumem. Čau. Čau, Nimamo, bodite kaj fajn, ne. lep dan. Ja, enako. Začeli smo ga samo. Gospod, nasvidenje. Kdaj pa gremo? Jaz tole vse spisal, pa te bom poklical ga, da bre. Spravi, vsem morate najprej popisati, preden lahko mi nadaljujemo našo pot. Prav ni variante, da nas pustite ven, glede na to, da smo... Lepo prosim, no. Vem to, vem. Ampak čakajte, če vstopiš 3 minute pred 9:30. Ni teorije, da boš prišel Ni teorije, da boš prišel ven, ne? Ampak zakaj te spustijo potem noter? Ne razumem. Tukaj 9:30 pokrijete noter. Ja, ampak ven ne. Posrečeno, izredno posrečeno. Še avto ne smeš not pustiti, ne, tudi to je kazen, ne? Na svojem parkirišču ga ne sme imeti. Pred firmo, ki je last nekoga drugega, ne mesta. Tiste je drugače. Ja? Tam so drugače.
ampak vam zdaj nimam časa še tega razlagati, ker če ne bo res Povejte mi sam, kaj se je spremenilo v roku enega meseca, ko je vaš prijatelj pisal, vaš kolega napisal samo opozorilo. Klele, 4 kamionom. Zakaj takrat niso bile kazni, zakaj so danes? To me še zanima, sam ta podatek. To pa vprašajte unga, ki je to naredil, ne meni. Spravi se to tudi da, ne? Tudi ta pooblastila imate. Vsa naša pooblastila so napisana v 14. členu ZVCP-ja, Ja. pa imate jih tudi napisane v zakonu o prekrških. Tega ne. 40 evrov, ne? Polovičke. 20. 80 je polna kazen. A 80 je polno? Ja. Bravo. A gre dol.